Včasih si pomagamo tudi s chatom GPT pri kakšnih spisih ali pa domačih nalogah. Če je kaj ful zakompliciran račun ali pa kaj ti tudi zna razložiti, pa kaj pobrskati po internetu. Pa bolj tako za zabavo, kakšne neumnosti sprašujem. Mladi zelo hitro prepoznate tehnologijo, ki vam olajša delo ali pa vas zabava, četudi se o tem ne učite v šoli. Tam vam je namreč na voljo le neobvezni izbirni predmet računalništvo in le nekatere šole so vključene v posebne projekte. Znanje, ki ga pridobite, je tako v veliki meri odvisno od tega, koliko se za to zavzamejo pristojni v šolah. Skušamo medpredmetno povezovanje izvajati, tako da računalničarka se poveže s posameznim učiteljem in potem izvedejo različne učne ure. Kdaj nam učitelji kaj na internetu pokažejo? Za PowerPoint so nam enkrat govorili, kako se ga uporablja. Imaš kakšne te ankete, ki jih rešujemo? Scratch, brskalnike pa iskalnike. Po mojem bi mogli biti več pouka tudi o tem, kako delati kaj na računalnikih. Tega bo veliko prihodnosti in je to pomembno. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje želi v prihodnosti pouk organizirati tako, da boste pridobili znanje računalništva in digitalnih tehnologij. Trenutna odločitev je, da predmetov ne delamo novih, ampak da bomo vse vsebine učili znotraj drugih predmetov. A za zdaj? Ni še jasnih navodil, sicer vsaka šola sedaj v okviru letnega delovnega načrta pripravi program, kako bo računalniško opismenjevanje izvajala. In potem to šola pelje. Pogoj za pouk računalniške in digitalne pismenosti je, pravijo na ministrstvu, da imajo šole dobro povezavo s spletom, dovolj opreme, učitelji pa ustrezno znanje. Mogoče bi nas mogli naučiti bolj delati predstavitve. Da bi dejansko pisali na tablice, pa imeli interaktivni učbenik. Veliko je tehtanja, koliko elektronskih naprav v šolah je dobrih za vas. Kar preberemo na zaslonu, si slabše zapomnimo kot tisto, kar preberemo na papirju. Pa tudi naloge praviloma na papirju rešujemo bolje. In kot opažate sami, doma je toliko elektronskih naprav, da je bolj vse skupaj preveč. A dejstvo je, da za učenje razumevanja tehnologij ni vedno nujno gledati v zaslon.